pozdravljeni na koncertu pevskih zborov Osnovne šole bratov Polančičev. Skupaj z vami si želimo poiskati košček sreče in pot do srca. Najprej vam bodo zapeli naši najmlajši, Slavčki. Njihova zborovodkinja je Diana Tavčar-Ročenovič, s klavirjem jih bo spremljal Bojan Gorič. Čeprav tako majhni, pa že marsikaj vedo o muci, ki se najraje potepa, o majhnem medvedku, ki ima polno torbo norči. Zato se gremo v medvedjo šolo z njim zabavati tudi mi. Pa o klepetuli Minki. Zdaj pa kar na lepem Minka več ne klepeta. Pravijo, da čaka Minka, ki ga rada ima. Le na plano klepetulje. Zdaj je pravi čas. Treba Minko pobirati, kot je ona nas. Klepa, klepa. Pazi, Minka, da ne bo ti žal. Kaj, če pride kdo, ki bo o tebi klepetal? Le kdo? Prisluhnimo.
Za
Zrcalo ti vsaj lahko pove, da že stav največja si res od nje. Ko stopiš na prste, boš prava mamica, odrasla, velika kot dama iz sveta. Ko stopiš na prste, boš prava mamica. Lahko bi pod roko na sprehod z dragim šla. Tako nam bodo s pesmijo Počakaj odrasti zaupali skrivnost pevci otroškega pevskega zbora. Njihova zborovodkinja je Majda Goljub, s klavirjem jih bo spremljal Bojan Gorič. Ja, to so tisti pevci, ki so se pred 3 leti vrteli na vrtiljaku Evropske prestolnice kulture. Tisti pevci, ki so predstavljali pesmi ob 100. obletnici rojstva skladatelja Radovana Gobca. Tisti pevci, ki tako radi držijo srečo na vrvici. Ko dobiš, kar želiš si, nisi nič več sam. Tjaram pa dadi, nobeni skrbi, srečo imaš na vrvici. Prijatelj in ti, tjaram pa dadi, sreča na vrvici. So
Za otroke je to svet, so drevesa, zemlja, morje in nebo. Ohranimo za otroke lep ta svet. V svojih rokah zdaj imamo prihodnost zemlje te. Ohranimo morje, zrak in trave vse. Za otroke je ta svet. To vam želijo sporočiti pevci Mladinskega pevskega zbora. Tudi pevci našega Mladinskega pevskega zbora imajo za sabo kar nekaj odmevnih in pomembnih nastopov. Tako so pred 2 letoma delili pesmi in sanje skupaj z drugimi izbranimi mladinskimi pevskimi zbori na množičnem koncertu Potujoča muzika.
Vrsto let nastopajo tudi v opernih in baletnih predstavah Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Kako že pravite, vse naše pravljice s papirja nam bežijo, junaki njihovi med nami oživijo. Vse naše pravljice zaklepamo v svet zase, na vratih piše le, ni vhoda za odrasle. Pustite nam ta svet, nedolžen in drugačen, ne vsak, ki vanj ujet, bo pristen, nepopačen. Danes bodo pevci Mladinskega pevskega zbora skupaj z zborovodkinjo Majdo Gorjup, Bojanom Goričem za klavirjem in šolsko instrumentalno skupino z nami izjemoma delili vse njihove pravljice.
Gregor. People lost and lonely.
kjer žito cvete. Naj mi pod prsti bilke šume, naj se mi zemlja odpre. In bom poslušal, kako drhti, in se bom skril v njene dlani, da tam pri njej, na sredi polja, žalost ne bo me našla. Prekrasne besede Toneta Pavčka. Ne, žalost nas res ne bo našla, saj živimo za dan ljubezni. To naj bo naš dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet naj živi za dan ljubezni, ki da ti vse in vse ti vzame. S pesmijo vam bodo dale del sebe tudi pevke vokalne skupine Polančice pod vodstvom Majde Gorjup in ob klavirski spremljavi Bojana Goriča. Nari
mojem imenu. Upamo, da smo vam danes res pričarali dan ljubezni. Tradicionalni koncert otroških in mladinskih pevskih zborov na naši šoli, vokalne skupine Polančice, nas vedno na prav poseben način poveže. Nas, učence, učitelje, z vami, starši, sorodniki, dedki in babicami. Zato ga imamo še tako posebej radi. Prejšnji teden smo postali Kulturna šola 2015. Ta laskavi naslov smo si prislužili 3 letih zadnjih res temeljitega in preudarnega dela na kulturnem področju. Vi, ki ste danes uživali z nami, veste, zakaj smo postali Kulturna šola. Dokaz naši pevski zbori, šolska televizija, ki vse naše prireditve vneto posname, zmontira, objavi, dokumentira. Zahvala Žarku Janu in našim snemalcem in montažerjem. Prav tako, verjetno majhen aplavz, danes z nami živi tudi in diha naše likovno razstavišče. Danes smo vam pričarali današnji koncert. Fotografijo prikazujejo koncert pred letom dni ali pred 2 letoma. Zato je zaslužen naš fotograf Stojan Berlič. Iskrena hvala tudi njemu. Da bom malo nadaljljiva, profesionalni fotografi fotografirajo manekenke po 1000-krat, da izberejo 10 pravih fotografij. Naš Stojan Verlič pa prav uživa, da nas najde nepripravljene z gubicami in še ne vem s čim. Hvala! Napočil je čas, da se zahvalimo našim vzornim in prečudovitim pevcem. Najprej so na vrsti Slavčki. Pravo in mesto si izbrali. Pravo in mesto si izbrali. Saj pojete kot pravi Slavčki. In če velja pregovor, iz malega raste veliko, bo še nekoč iz njih nastal velik pevski zbor z velikimi pevci. Danes se ne bomo šli zdrave šole, zato vam zahvalo za tako prijetno in krasno petje podarjamo košaro sladkarij, da se boste potem z njimi posladkali. Še enkrat hvala lepa. Sladkarije. Naslednji so nam zapeli pevci otroškega pevskega zbora. Tisti, ki spremljamo vsako leto revije otroških pevskih zborov, vemo, da je naš otroški pevski zbor eden redkih, ki zna zapeti tudi dvoglasno. Čestitke še enkrat, ste pravi balzam za naše oči in ušesa. Hvala lepa. Hvala tudi vam, sladkarije. Pri pevcih mladinskega pevskega zbora. Če se naši otroški pevski zbor hiti z dvoglasnim petjem, se naš mladinski pevski zbor z večglasnim petjem. Včasih smo tudi Polančice malo jezne na vas. Skratka, vedno nam pripravite zelo zahteven program, ki ga znate odpeti ubrano, melodično, tako da se enostavno lahko stopimo z vašim petjem. Hvala lepa, tisti, ki letos odhajate, pojte naprej še v srednji šoli. Kdor poje, slabo ne misli. Hvala lepa še enkrat. Naša instrumentalna skupina se nam vsako leto pridruži. Vsako leto so drugi učenci, ne?
Tako da bodo verjetno drugo leto tudi drugi. Še nič niso delali, pa kljub temu dobijo sladkarije. Še bodo. Danes bi se še posebej radi zahvalili Polančicam. Ne nazadnje, učiteljice veliko časa preživimo v šoli, ogromno dela je, ki ga moramo opraviti, pa vendar najdemo še dovolj svojega prostega časa, da prihajamo v ponedeljek na vaje, nekaj zapojemo, se družimo in peljemo tradicijo zborovskega petja naprej. Hvala lepa, Polančice. Danes pa se bomo zahvalili še prav posebej od pevk, ki so bile, in pevcev, ki so bile zveste, ki mi oprosti, vseh 9 let zborovskega petja. Prosim, Bojana, da nam jih prebereš, eno majhno daljice ste si prislužili z tem in upamo, da jih bo drugo leto in v naslednjih letih še več. Hvala lepa še enkrat. Nagrado za nastopo v pevskem zboru vseh 9 let za naslednji. Adriana Vitiči. Sledi še zahvala našim zborovodkinjam in korepetitorju. Draga Diana Tavčar Vučenovič, tam se skrinita, ja. Vedno so najpomembnejši temelji. In Diana, iskrena hvala, da prenašaš to svojo ljubezen do petja, do lepe slovenske pesmi in besede na naše najmlajše. 78 otrok poje pri naših slavčkih, tako da še enkrat iskrena hvala, pripraviš pevce na kasnejše delo. Hvala. Majda Gorjub. Za tvoje požrtvovalno delo. Saj veš, koliko časa preživiš pri iskanju posebnih not in tudi veš, da ti tvoje kolegice, zborovodkinje velikokrat rečejo: Majda, daj mi tisto pesem, Majda, daj mi tisto pesem, in ti jo rade bolje daš. Skratka, ob tvojem delu, ob tvojih pevkah uživamo vselej, kadar jih poslušamo. Še enkrat iskrena hvala.
Goliča s hitrimi prsti po črno-belih tipkah. Sicer Bojan dobiš rožico, vem, da bi kaj drugega bil bolj vesel, ampak smo šola, ne? Tako, besedo prepuščam devetošolkam. razmišljali o tem trenutku, sedaj, ko je končno prišel, pa smo ostali brez besed.
Ne vemo, kaj naj rečemo in kako naj izrazimo vse občutke, ki nas trenutno prevevajo. Vsa ta leta pevskega zbora, vse ne moremo verjeti, da je konec. Vendar vse dobro in slabo se enkrat konča. Tako je. Zdi se, da bo vsak izmed nas ubral svojo pot. Vendar spomini ostanejo in velik del naše zgodbe so spomini na pevske vaje. Čeprav te niso vedno šle po načrtu, smo se na nastopih izkazali. Ves trud, ki smo ga vložili v obiskovanje vaj, se je izplačal zaradi pevskih priprav na Pohorju. Potem je število obiskanih ur upadlo in tudi vse zabrisane krede niso pomagale. K temu so pripomogle le dobronamerne grožnje. Kljub temu so nas časoma nemir pevskih vaj in vse posledice, ki so iz tega sledile, privabile nazaj. Še posebej naporno je bilo proti koncu šolskega leta, ki so se nastopi kar vrstili. Kakorkoli, upamo, da ste bili z našim trudom in petjem zadovoljni. Mi smo bili z vašim zagotovo, čeprav bomo vedno v vaših očeh znane kot koze neumne. Zaradi izpuščenih vaj so se v redovalnici pojavile maščevalne ocene. Nekateri smo lahko v peticah le sanjali. Pogosto smo naleteli na nesporazume, vendar upamo, da lahko naposled zakopljamo vojno sekiro. Edina stvar, ki bi jo hoteli spremeniti, je to, da bi obiskali več pevskih vaj. Mladinski pevski zbor osnovne šole bratov Polančičev vedno dosega dobre rezultate tudi na državnem nivoju in del zasluge gre gospodu Goriču. Brez njega ne bi bila sozvočja dovršena in tudi ritem bi ubral svojo pot. Gospod Gorič, priporočamo vam, da čuvate svoje glasilke zaradi vseh generacij, ki prihajajo za vami. Eden izmed naših boljših dosežkov je gotovo sodelovanje v operah Halojem, Carmen in Pistač. Nikoli ne bomo pozabili vseh neprespanih noči v gledališču, obrokov iz avtomata in ljudi, ki smo jih imeli možnost spoznati. Zato se moramo zahvaliti prav vam. Naše zmožnosti so se pokazale na revijah in koncertih, pa tudi na večjih zborovskih prireditvah, kot so Zborovski bum in Potujoča muzika. Na slednjem smo bili deležni časti sodelovanja z drugimi slovenskimi pevskimi zbori, s katerimi smo skupaj zapeli v Cankarjevem domu. Zdaj pa še jaz, kot edini pevec 9. razreda, lahko pričam o krutem ravnanju do pevcev nasprotnega spola. Preživel sem vsa 4 leta in po resnici ni mi žal. Ampak pustimo zdaj to temo. Hvala za čas, ki ste ga zapravili za nas, za vse dobronamerne opaske in trud, ki ste ga vložili v urjenje naših glasov. Kar vam hočemo povedati je to, da ste prav vi tisti, ki ste nam dali veselje do petja, naučili ste nas ceniti glasbo. Iz navadnih 11-letnikov ste naredili dobre pevce in zato vam bomo večno hvaležni. Vedno se vas bomo spominjali kot dobro učiteljica, na katero smo se lahko vedno zanesli. Ostanite takšni, kot ste in... Radi smo! Hvala, da smo lahko bili z vami, hvala, da ste bili z nami. Naj se poslovimo s pesmijo.